Enega imamo še, dam ti jabolko. Hvala lepa. No, zame, ker sem mlačen na poti doma. Je to kakšna ljubezen na novo ali je to samo nekako podkupovanje, prilizovanje? Se vendar samo jabolko. Osnovnih potreb, da človek vam rekel, malo ogljikovih hidratov, malo vitaminov. Ali veste, kaj pa nostalgija, gospod Golobič, tukaj na štandu LDS-a? Ja, tle je veliko novih, tako da prav veliko nostalgije ne more biti. Sami novi obrazi. Mi gledamo prihodnost. In zato zremo v isto smer. Tako. Velja? Katarina, stečno. Še eno vprašanje, gospod Golobič, kdo je boljše odigral v tem spotu, vi ali gospod Pahor? Je šlo za igro, jaz sem razumel, da smo nagovarjali ljudi, da nismo igrali. Zelo iskreni smo bili, to ni bila igra. Gospa Katarina? Hvala. Kako ste pa vi videli dva igralca, poleg sebe? Odlično smo se dopolnili in v en glas smo povedali to, kar je pomembno za te volitve. Pridite na volitve, volite, dajte svoj glas. Kako trdna je ta zaveza tega trojčka? Ali je to tudi že zelo resna napoved prihodnje koalicije, če se bodo volitve odvrtele tako? Ali še obstaja možnost, da se kdo od vas treh mogoče po volitvah dogovori tudi z Janezom Janšo, če se volitve tako obrnejo? To je zelo resna napoved naše prihodnje koalicije. In LDS z Janezom Janšom ne bo šel. To bi vas še vprašala. Vidite tudi vi mogoče kakšno simboliko v tem? Trije predsedniki snemajo predvolilni spot na Tromostovju. Ja, je simbolika, ne? Nekaj pove in tri različne ceste peljejo, tri različni mostovi peljejo k istemu cilju. K prihodnosti, k temu, da pogledamo dalje, da spremenimo to deželo, da bo zopet normalna. Raziskave javnega mnenja, zadnje, ki so bile objavljene, sicer kažejo zmago Janezu Janši. Je to še zadnji poskus združevanja moči na levici, še tisto zadnje največ, kar lahko naredite, ali se obeta še kaj? Mi verjamemo, da je zmaga naša, verjamemo pa tudi, da vsak glas šteje. In naj vendar pridejo vsi ljudje, naj povejo, kaj si mislijo in gotovo bo prišlo do spremembe v tej politiki. Je ta poziv k udeležbi na volitvah tako pomemben zaradi tega, ker morda izhajate iz predpostavke, da nizka volilna udeležba koristi Janezu Janši, visoka pa morda vam? No, že nekajkrat v zadnjem letu se je pokazalo, kako je razdeljeno javno mnenje. In žal te vlade, ali pa na srečo, te vlade ne podpira več kot 30% ljudi. Torej, po tej logiki, več kot jih prije na volitve, večja verjetnost je, da bomo imeli novo levo-sredinsko koalicijo, ki bo usmerjena v prihodnost. Verjetno povsem naključno vas je pozdravil tudi ljubljanski župan Zoran Janković. Ali slučajno že potekajo kakršnikoli pogovori med vami tremi predsedniki strank na levici, da bi vseeno ob relativni zmagi vaših treh strank, mora biti še s kakšno četrto, sestavili vlado, vendar z nekim novim mandatarjem, mora biti tudi z Zoranom Jankovićem? Tega se ne pogovarjamo, naša zaveza z Zaresim SD je jasna, gremo v boj skupaj in računamo, da bomo mi trije skupaj sestavljali novo vlado. Gospod Janković pa je seveda zelo dober župan, zato ima rad stvari pod nadzorom in me veseli, da je prišel mimo in videl, da delamo nekaj za našo prihodnost. Tudi teoretično vi ne bi nikakor pristali na to, da je gospod Janković morebiten mandatar levice, če se tako obrne? O tem se nismo nikoli pogovarjali, mi imamo skupno zavezo, da dobimo teh 51%, za to gre. In tisti izmed nas, ki bo imel najboljši uspeh, tisti bo tudi sestavljal vlado. Se pravi, to ste lahko samo Borut Pahor, vi ali pa Gregor Golobič. Zoran Janković v nobeni kombinaciji ne pride zraven. Gospod Janković je povedal, da ga ne zanimajo te volitve in zato v nekih hipotetičnih situacijah nima smisla razpravljati. Če govorimo o treh strankah levice, s katero stranko pa LDS ne bi šel v vlado, je to mora biti Desus, SLS, NSI, mora biti še kakšna manjša stranka, ki mora biti pride v parlament? Jaz raje iščem povezave in sorodnosti in te smo našli v SD in Zares in zato gledamo v prihodnost skupaj z njimi. Veliko odstotkov se obeta tudi Zmagu Jelinčiču. Je on kakorkoli lahko v kombinaciji morebitne levo-sredinske vlade po volitvah? Slovenska nacionalna stranka je vse tisto, kar ni LDS. In njihove vrednote so popolnoma nasprotne našim vrednotam, ki temeljijo na svobodi posameznika, spoštovanju razlik, na strpnosti in z njimi se nikakor ne vidimo v vladi. Če greste tri stranke v vlado, ali to pomeni, in nobena ne bi šla z Janezom Janšo v vlado, ali to pomeni, da bo se tri stranke ob morebitni nekako neuspehu na volitvah tudi stranke v opoziciji zagotovo? Vse tri stranke bomo naredile vse, da dobimo 51% in da se bomo pogovarjali o tem, kako sestaviti novo vlado. Samo še to vprašanje, kdo je dal idejo za ta trojni spot oziroma trojno pojavljanje, nagovarjanje volivcev? Važen je rezultat, ne ideja.
A stroške tega videospota si boste vse tri stranke razdelili, ali kako? Ja, mi smo enakopravni partnerji v tem boju, računam, da ja. Hvala lepa. Enako, pa ste.